Stvari, ki sem jih ustvarjal, so dokaj različne, ampak mislim pa, da so dosti povezane z našo preteklostjo, zgodovino, ampak to nastaja spontano in nevede. Izobraževalna pot, kakorkoli nekaj te lahko pripelja, lahko pa tudi gre mimo. Imam en album s kipi, s fotografijami teh mojih skulptur, imenuje se Opus. In ta opus, pomembnejši del, bi rekel, nisem vseh štev, manjših in priložnostnih reči je zdaj že preko 50. So pa to v glavnem veliki kamni, podobno kot ta, pa tudi malo večji. Da pa je tale se začel, da smo se začeli pogovarjati, ali pa da sem se lotil tega, je pa bila želja gasilcev, ki so zelo ponosni na svoj novi dom. In so rekli, zdaj pa ponavadi je na domu gasilcev podoba zavetnika svetega Florjana. Mi pa imamo doma kiparja, nekakšnega umetnika, ki bi lahko to naredil drugače, ne, kip. Ne da bi nekdo preslikal ali kupil iz kalupa nekakšen kipec in ga postavil tule pred dom. In meni je bila ta ideja všeč. Ta je tehtal, to so pa zdaj že tehnični podatki, 2 tone pa 300. Najtežje bi pa 9 ton. To se potem lahko predstavljamo, da mora biti človek presneto neumen, da se loti tega, ne. Brez te smelosti, brez tudi neustrašnosti, nikoli se še nisem strašil. Čeprav po prvem zamahu se rado zgodi, tudi pri tem kipu, ko začneš silovito, moči so na višku, da lahko narediš kako potezo, ne najboljše, ne. Mislim, da je to tudi en delček sreče, da se kljub zablodam ali pa težavam, ki se pojavijo, nazadnje postane izdelek, bom rekel, všečen, ne, večina ljudi, in to mi kar nekaj pomeni, da vidijo v tem nekaj lepega, no. In mogoče pa čisto ta pravi začetek je bil začetek moje udeležbe na Formi Vivi v Makolah, kamor me je priporočila oziroma me navdušila, da sem se prijavil nekdanja kolegica, pa rekel, iz študija smo se poznala, in je vedela, da jaz nekaj začenjam, in me je tako navdušila, da sem se jaz tam prijavil, in od zdaj, to je zdaj že 20. leto, poteka ta Forma Viva. Jaz sem pa bil kmalu po začetku, tako da imam približno toliko teh kipov, ker sem kakšno leto tudi 2 naredil, ne. Tako da se jih je nabralo, teh iz Makol. Prvi kip je pa res bil popolnoma slučajna reč. Čeprav bi moral povedati, ne, da prve stvari sem naredil kot otrok, ampak to je čisto druga zgodba. Tudi pri vojakih, ko smo bili stari borci, je bilo več časa, ne, sem razljal, iz neke late sem naredil figuro. Ampak to so take posameznosti, ki niso del tega opusa. Prva, ki je bila pa večja stvar, in mogoče sem malo obseden s tem, da bi rad naredil večjo, megalomansko, monumentalno, ampak ta je tako nekje na začetku. Človek naravne velikosti, Ule Kotonča, moj sosed v Gorci, ki je nekoč z Brento hodil v dolino po vodo. In tam je nekako se vtisnila njegova podoba, spomin. In ko so tu v Bistrici v Sotli podirali, 2 lipi sta bili tam za nekdanjim zadružnim domom, je rekel tedanji predsednik krajevne skupnosti, rekel, Franček, kam naj odpeljamo zdaj ta debla? In ko sem izstrelil, ne da bi kaj premišljeval, sem rekel, k meni v Gorco bom naredil kip. In tako je bilo res. In tako je nastal Tonča, Brentač.
prva takšna, da je bilo s nekim namenom in da je nekdo želel imeti ta kip, je bila sveta Ema, ki jo pravimo krška ali tudi pilštanska, prva slovenska svetnica. To je bil mali kipec, 80 cm in je postavljen tam, kjer je nekoč domnevno ali pa po legendi bila tudi rojena ta Ema pilštanska na Pilštanju. Kaj bi rekel mladim, ki se odločajo poprijeti se vsako skalo, fizično biti pripravljen in tako, mi ni mogoče čisto privlačno, ampak če nekdo želi nekaj narediti, to potem izginejo te težave. Tudi glasbenik, ki hoče biti profesionalni, recimo, mora več ur na dan kar trdo delati. In tako je tudi pri tem, trdo delo, ampak če je pa neka želja in poslanstvo, ne vem, potem mogoče mlad človek samo malo rabi pomoči in tega sodelovanja, potem se lahko razvije, ne. Jaz sem šel svojo pot, nisem niti teh šol naredil, čeprav sem se ogromno učil, vmes veliko tega prebral, sodeloval z raznimi umetniki, slikarji, kiparji, arhitekti in od tega tudi nekaj ostalo. In tako je tudi ponavadi, tudi takim, ki šole naredijo, ni odveč, da se širijo, da iščejo tudi potem svoj smer, svoj izraz.